Pozdravljeni ljubitelji narave, tokrat samo narave, se pravi brez kolesa. Danes sem se pa odpravil v sosednjo Hrvaško, na en čudovit prostor, in sicer sem se odpravil v naravni rezervat Zeleni vir, v katerem se nahaja tudi kanjon, Vražji prolaz, oziroma po slovensko bi rekli Hudičev prehod. Gre pa za enega najlepših kanjonov na Hrvaškem. Dolžina tega kanjona je 800 metrov, najožja širina pa je nekje tudi samo 2 metra. Nahaja se zelo blizu Slovenije, tukaj na robu Kolpske doline. Ko prečkate slovensko-hrvaško mejo, to se pravi na Petrini, pridete v kraj Brod na Kupi na hrvaški strani, potem pa morda še kakšna 2 km se odcepite z te ceste, ki gre proti delnicam, se odcepite levo proti vasici Iševnica, na kar se vozite naprej po asfaltni cesti do vasice Donji Ložac. Potem pa zavijete v vasici, kjer je tudi označeno za park Zeleni vir, na kar se vozite še po makadamu nekako 1 km, vse skupaj na koncu pa je tako večje parkirišče. Od mesta, kjer sem parkiral avto, poteka ves čas taka res lahka pot ob tej rečici, se imenuje Curak, ne vem kako se pravilno naglasi, ali Curak, in tako poteka nekje v dolžini 2 km, da prispemo potem do vhoda v ta naravni rezervat Zeleni vir. Res prekrasna narava, tako da za ta kotiček oziroma ta naravni rezervat niti ni kaj prida poznan, saj ne verjetno v Sloveniji. No, tukaj pa sem se priključil na asfaltno cesto, tako da nekaj časa, se pravi, ta pot poteka tudi po asfaltu in isto poteka tule ob tej rečici Curak. Tako da verjetno zdaj sem že kar precej blizu, seveda pa se lahko do samega vstopa v park do semle pripeljete tudi z avtomobilom. Vendar je trenutno ta cesta v popravilu, tako da je zaprta. Tako da ta pot, ko sem vam jaz pokazal predstavo, je idealna, če naredite nekaj par korakov več. No, tukaj je pa vstop, lepo urejeno. Na začetku tukaj je treba plačati tudi vstopnino, mislim, da je 6 evrov za odrasle. Tako da tukaj imate pa zdaj 2 izbiri. Najprej greste, oziroma karkoli si izberete. Jaz bom šel najprej v tale kanjon, se pravi Hudičev prehod. Ta pot je nekoliko težja, bomo videli potem naprej, kaj se dogaja. Potem greste po isti poti nazaj in imate drug vhod pa potem do slapu. Tista pot je pa baje lažja, da tisto se bom šel pogledat. Seveda si bom šel, ker je tam na koncu me čaka baje slap, višine 70 metrov, tako da to se zelo splača
pogledati. No, kot sem rekel, je dolžina tega kanjona nekje okoli 800 metrov, tako da poteka tudi takole pot po stopnicah, mostički. Nekje je treba biti seveda pazljiv, da se stopite proti obrežju, nekje je kar taka strmina. Vam pa povem, da je tukaj res čudovito, ker je tak prijeten hlad. Neverjetno, res. No, tukaj nad mano so povsem navpična stena, približno enih 70 metrov.
tukaj v jami se nahaja eno manjše jezerce. Naprej pa več ne grem. Netopirji pa tukaj kar uživajo. No, jaz sem zdaj prispel nekako skoraj na vrh tega kanjona. Tukaj se v bistvu tale pot zaključi, kar se tiče samega kanjona. Sicer pa tukaj poteka kar nekaj planinskih poti, recimo ta, po kateri grem zdaj še naprej, poteka do izvora Kupice, nekje čas 3 ure hoje. Seveda jaz ne bom šel naprej. Potem imate lahko tudi, greste proti mestu, oziroma vasica, zaselek Skrat. Sam kanjon je res čudovit, tako da mu ne rečejo zastonj, da je eden lepših na Hrvaškem. Zdaj nisem povedal, da tale potok, ki teče po kanjonu, se izliva potem v potok Curak. Curak se pa potem izlije v rečico Kupica. Kupica se pa potem čez nekaj časa pa izlije v reko Kolpo. Takole z hudičnim prehodom sem zaključil. Se pravi, sem šel po isti poti nazaj. Zdaj grem pa še do slapu. Tako da me še čaka en verjetno veličasten prizor. Slap naj bi bil visok namreč 70 metrov. Zdaj tu pri vstopu v park se nahaja tudi ena manjša hidroelektrarna, ki je bila zgrajena leta 1921 in seveda še danes tudi deluje. Do tega slapu je na začetku, se pravi do vstopne točke v ta park, je kar na začetku ena taka vzpetina, po moje nekje okoli 100 metrov višinske razlike, tako da je kar veliko stopnic. No, tukaj se pa je zdaj pot zravnala, tako da bom videl, kaj me
čaka naprej. Kakšne višinske, dodatne višine, mislim, da niti ni, no. No, zdaj sem pa prišel že do slapu. V bistvu je bliže, kot sem si pa mislil. Wow. To je pa ta čudovit slap. Zdaj se vračam proti vstopni točki nazaj. Se pravi, od vstopne točke do slapu je nekje 15-20 minut. Premagati je treba neko višinsko razliko, okoli 100 metrov, ne vem, natančno. Tako da zelo zanimiv slap, zelo lepo. Tu ta izvir. Je pa nekoliko vodostaj zdaj malo nizek, ker zdaj vidim, takole, ko vidim strugo, vidim dokot včasih sega voda. Tako da imate tudi pri slapu, blizu slapu imate takole počivališče s klopcami, res slušno urejeno. Zdaj se pa vračam nazaj proti svoji izhodiščni točki, tam, kjer imam avto parkiran. Ravno ker sem na tej, res moram reči, prekrasni poti ob tem rečici, ob tem potoku Suraku. Res je lepo. Glejte, res taka krasna pot. No, tukaj bi lahko tudi kolesaril, mogoče se pa daj vrnem tudi s kolesom. Kaj ne rečem, za današnji dan, čudovit izlet, res krasno doživetje, prekrasna narava, mir, tudi zelo, tukaj je prijetna temperatura, ker danes je zelo vroč dan. Tako da sem kar presenečen nad tem kanjonom. Kanjon je res lep, kot ste videli na posnetku. Je tudi veliko stopnic, je nekaj zajl, ni pretežak za hojo, je pa treba nekje biti pazljiv, recimo, da bi morda kakšen zdrs, recimo, če so kakšni otroci, to treba biti malo pazljiv. Na nekaterih mestih so nad glavo, so prav take previsne stene, morda bi bilo mogoče priporočljivo tudi imeti čelado. Za vsak primer priporočam to obisk tega parka. Tudi seveda slap do slapu, tako da res slap pobegnete iz tega norega sveta v to prekrasno naravo, čista divjina, neokrnjeno. Seveda, lahko pa izkoristite potem ta dan potem še s kakšnim kopanjem, recimo v Kupici, ali pa seveda na Kolpi, ki je zelo blizu.
Lahko se pa ustavite, če greste še proti Kočevju, se pa lahko ustavite, še obiščite, priporočam, še ob cesti, se pravi od Petrine proti Kočevju, na levi strani je potok Nežica in greste sprehod, imate tak zelo čudovit, krasen sprehod do izvira Nežice. Če vas mogoče zanima, kako izgleda, imam tudi objavljen videoposnetek na kanalu, ga bom dal pod link, tako da priporočam res obisk teh krajev. Pred vstopom v park imate tudi gostinski lokal, ki pa je bil danes zaprt, danes je namreč ponedeljek. Sem pa videl, da strežejo tudi hrano. Tukaj nimate težav s parkiranjem, nihče vam parkiranja ne bo zaračunaval tako kot v polovici Slovenije na turističnih krajih. No, tukaj sem pa prišel na svojo izhodiščno točko. Tukaj je parkirišče, tako da to je to za danes. Upam, da ste uživali v današnjem dnem. Se vidimo ob naslednji dogodivščini. Pojdite v naravo, uživajte in se vidimo prihodnjič. Lep pozdrav, adijo!